En lep dober večer, drage gledalke in cenjeni gledalci, in po tednu dni znova lepo pozdravljeni v oddaji Ozadja. Če smo zadnjo oktobrsko oddajo posvetili glasbi, prvo novembrsko posvečamo kulturi. Nocojšnji gost je namreč Rudi Stopar, vsestranski ustvarjalec iz Sevnice, ki je med ljudmi poznan kot kipar, slikar, likovnik, pesnik, pa še verjetno kaj. Lepo pozdravljeni, gospod Rudi. Lep dan, lep večer. Ste tipičen upokojenec, nikoli nimate časa, nikoli ga ni dovolj za vse tisto, kar bi želeli opraviti v dnevu, ki je pred vami. Kaj vas največ zaposluje? Ja, kot izgleda, res drži, da nimamo časa. Posebno to si ne morete zapomniti mlajši, ker pač v tem času živite. Jaz pa, če se spomnim 70 let nazaj, v čas, katerega jaz imenujem pešpotni čas, ker se je vse delalo k nogam, z rokam, srcem in glavo. Recimo, ne toliko elektronike, ne toliko informacij, je pa takrat bilo precej skromno, življenje lepo, ljudje so se družili in bili so navdušeni nad vsem, kar so pač počeli in delali. Danes res zmanjkuje časa. Sam, če hlepiš za več, če hlepiš za grandioznimi stvarmi, jih ne moreš doseči in ti to nakazuje, da ni časa. Recept pa je, če se poglobiš v sebe in se posvetiš svojim zgodbam, umakneš tako rekoč v svoj svet, potem pa le nekaj časa še ostane ob tistem manjkajočem času, ne. In katere so vaše zgodbe? Kateri je vaš svet, ki vas zaposluje? Moje zgodbe so ob tistem obveznem brkljanju okrog hiše, do zdaj sem imel še vinograd, so stvari, ki jih pišem, švasam, slikam ali pa samo tudi razmišljam. Če nekaj razmišljam oziroma delam skulpture, švasam, potem ob tem razmišljam o literaturi, če pa literaturo pišem, mi pa pobegnejo misli k skulpturam. Ampak svet, ki še malo bolj skromno živi, ne, pa še ima čas. Se spomnim, ne vem, imena enega angleškega antropologa, ki je rekel, da nam manjka časa zato, ker nismo nikoli lačni. Namreč, včasih se je manj jedlo, bolj skromno in hudičevo je bil dolg šiht, če tako rečem, ko od zjutraj od 5 do 10 ni bilo kaj za usta vzeti. Pa isto potem po malci ali pa do kosila. Druga primerjava mi je pa novejša, pa mi je ene zelo všeč. En novinar, tudi ne vem imena, je na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, ki je bilo v nogometu, rekel, ker so vse mogoče pisali o črncih, o revščini, on je lepo napisal, da ta živelj v Črni Afriki ima čas, mi na zapadu pa ure. Zanimiva misel. Kaj ste pa sicer počeli, preden ste seveda pričeli uživati v pokoju, preden ste si sami lahko malce bolj razporedili čas? Kaj vas je po službeni plati zaposlovalo, ko ste bili še mlajši? Jaz sem drugače strojni tehnik. Po spletu okoliščin sem sprejemni izpit naredil na učiteljišču. Potem so me pa primorali, da sem odšel na srednjo tehnično šolo. In ko sem spoznal določene stvari in pa iz mladih dni pomoč v očetu v kovačnici, so se mi izoblikovale neke, bom rekel, neke misli, neke želje, katerim sem pravzaprav sam sebi ustregel. Tako da s poznavanjem kovin pa teh mašinskih stvari sem s te strani začel delati skulpture. S strani literature sem bil pa vprežen že kar tam 46. leta, ko sem prišel v šolo. Tam so nas učiteljice zbrale in smo potem morali risati, morali recitirati,
morali na tiste goste, takrat je bilo veliko slavja in je bilo veliko proslav, veliko recitacij in otroci so vedno sodelovali s starejšim. No, in tukaj sem bil vključen, tako da potem, ko sem prišel v Ljubljano, sem to nadaljeval, in ko sem prišel iz Ljubljane nazaj v Sevnico, se me je to prijelo. Tako da sem v teh, da rečem, nekih ustvarjalnih, ne tako poklicnih ali pa službenih zadev ostal do zdaj. Ko ste omenili, da ste že v otroških letih se srečevali dejansko z oblikovanjem, z literaturo, so vas doma podpirali? Včasih je bilo tako, da otroci so več kot pa za knjige sedeti, so morali pomagati pri opravilih hišnih in pa seveda tistih na njivi, na polju, v vinogradu. Kako so vas podpirali pri tej vaši strasti? Jaz mislim, oziroma po svojih izkušnjah vem, da so bili včasih starši z nami otroci zelo zadovoljni, če smo bili pridni, tako rekoč, v šoli in če so nas rabili tudi za kaj drugega. Nekateri, pa tudi jaz med njimi, smo en čas tudi v cerkvi ministrirali, pri posameznih prireditvah pa recitirali, tako da so meni v ušesa in v srce všli ti naši pesniki, Gregorčič, Prešeren, da ne rečem kasnejše ostali, Kosovel in tako naprej. Kar se pa risanja tiče, sem imel pa to srečo, da sem pri kulisah pomagal enem starem mojstru Tiholetu, ki je delal za igre kulise in sem mu pomagal in sem se naučil tupfati in tako naprej. Pa povedal mi je, kako se kopira, tako da sem v 3. razredu osnovne šole moral narediti za vse razrede Prešerna in Prešernovo rojstno hišo na veliki format in ker, dobro, hišo sem vedel, kako izgleda, je bila enostavno. Težko pa je bilo Jakčev portret ponoviti oziroma ga prerisati. To pa mi je Tihole povedal, naj snamem doma okno ali pa dobim kje večje, kot je bilo naše doma, in preko žarnice spodaj glavne konture izbrišeš, potem pa izdelaš s tušem. No, in jaz sem bil takrat nagrajen pol, da sem leta 1948 za 8. marec bil povabljen z Afežejem, s vsemi šenskimi ženskami v Postojnsko jamo. To sem si zapomnil, ker so mi potem vse dobrote, ki so bile takrat na spisku v domačih kuhinjah, popot vse te ženske nudile. Z eno roko mi je držala mama, z drugo pa moja učiteljica in so me vodili po jami, tam z vlakom, pokrivali, da me ni zjebili in tako naprej. Je bilo svojevrstno doživetje. Ja. No, pa to so bili otroški časi, časi odraščanja, ko ste dejansko se z kulturo v zelo širokem pomenu srečali ljubiteljsko. Kdaj pa ste prišli do tistega spoznanja, da je kulturna sfera tisti del vaše družbe, vašega življenja, brez katerega dejansko ne znate več živeti? Jaz mislim, da je to v začetku bilo spontano in pa potegnjeno v šoli. Nadaljeval se je potem v Ljubljani, kjer je dobil morebiti še eno drugo dodatno vzpodbudo. Namreč 53. leta, ko sem končal te osnovne šole, sem hotel biti učitelj. Vsi so govorili, da učiteljstvo ni, pa kako je revščina v vaseh in tako naprej, da boljš, da grem v eno tehniko. In jaz sem sam pri sebi se ujezil in zadovoljil tem zadevam, ampak nekje v zadnje pa še ostala ta šolski način, bom rekel, dajati nekaj, kar se ne vrednoti z denarjem. Tako da sem potem kot hobi, kot drugi del še ostal v kulturi, pa kasneje mi je tudi to malo prav prišlo, ker sem bil nekako zaradi tega ne orientiran samo tehnično, ampak me je zanimalo pravzaprav vse, kar sem pač lahko prebral takrat v Pepeju, v Teteju, v Tovarišu, v Cicibanu in vse tako naprej, sem to zelo spremljal. No in potem je že nastala tudi pesniški del v srednji šoli v Ljubljani.
Imel sem srečo, da je bila profesorica ena dobrih pedagogin, za moj pojem, Kopčavarja, ki mi je enkrat ujela, da sem nekaj pisal, bil sem pa vedno v prvi klopi in je rekla, kaj imam. Ko sem to pokazal, nisem hotel najprej, ne. Potem, ko sem pa to pokazal, je rekla, če imam še kaj tega. Sem rekel, nimam, ker napišem, pol me pa razjezi, pa zažgem, pa vržem stran. Prav pa nisi vse vrgel stran. Tukaj sem mencal, ne. No in je le izprosila, da sem ji naslednjič na slovenščino to prinesel. In me je v drugem letniku pravzaprav spodbudila, da sem pisal, nisem bil vprašan ne gramatike, ne književnikov, samo tiste šolske spise po dekadah oziroma po konferenčnih mesecih sem moral pisati, dobival sem 4, 5, vprašan pa nikoli. Edino, če kdo pri tabli ni znal, je mene vprašala, zdaj pa tako, če sem znal, je bilo v redu, če pa nisem znal, je pa rekla, sedi, danes ni tvoj dan. Tako da, mislim, da je ta bila ena, kar se mi zdi, da se danes v šoli ne dogaja. Nazadnje sem jo videl, oziroma nazadnje so mi organizirali, da sem se z njo srečal za 70-letnico v parku v Krškem, ki sem imel samostojno razstavo in so mi jo takrat pripeljali, pa ni počakala, da bi protokol prireditve, kar prišla na oder s takim lepim šopkom travniških rož. Lepo. To je pa res ena taka lepa gesta strani učiteljice iz vaših mladih dni. Ja. No in takrat tudi, ko sem prve pesmi pisal, prve skulpture delal, je prisoten ta, da rečem, dozorevanje v življenje, namreč iz ene idealnega otroškega pogleda na svet, idealnega pogleda v srečno družino med prijatelji, te se prvi začnejo krehati, ker v Ljubljani smo bili ločeni, Ljubljančani pa tisti iz podeželja. Naj povem to, da sem že prvi dan na srednji tehnični dobil ukor. Kaj ste ušpičili? Namreč v Ljubljano je vsa v betonu. In oče je rekel, imel sem ene čevlje, da jih ne bom trošil in tam gor v Radečah za Žabnikom na Močivnem je bil njegov prijatelj, ki se je isto pisal, kot se jaz pišem, in je bil čevljar. Mi je naredil krasne gojzarje, take z govejo kožo navzven obrnjeno, take, ki so bile pri vojakih včasih cokole, in mi je nabil gor žeblje. Tiste, ki smo jih nosili takrat to so bili tako z velikim glavam. Se vas je tudi fajn slišalo, verjetno, ko ste hodili? Ti si prvič fajn slišal, ampak na oguljenem granitu ali pa na betonu je pa to strašno drcalo. To je bilo kot drsalke. No in v šoli so bile že na tehnični, na Aškerčevi, bom rekel, znucane že malo te granitne. In jaz sem se na Mostovžu pred telovadnico, mi je spodrsl, ampak jaz nisem cepnil na ta zadnjo, ampak sem se po stopnicah pripeljal v pritličje. Tam je stal pa Schubert, profesor, ki je bil zelo aroganten, če rečem. No, to je bil oče od te ilustratorke, bom se spomnil, no, lepe dlani je imela, mislim, še zdaj dela, dobro. In me je zagrabil za uho, nahrul, da sem kmetavzar in da se tako ne morem obnašati v Ljubljani. Meni je bilo hudo, dobro pa, da je bila Škofova profesorica angleščine, moja razredničarka, da me je vprašala, kaj je bilo, ampak je že zbor dobil prijavo, da se drsam po stopnicah in tako naprej. Z tega je potem sledil, da sem jaz kljub staršem, kljub pomanjkanju, če tako rečem, ker se oče bal za podplate. V internatu smo imeli tudi
čevlarja, spulil vse tiste žeblje, ne. Ko sem prišel pa domov, ker sem moral pač vsako soboto domov priti, pa imel sem prosto karto, ki je oče bil na železnici. Tisti večer v soboto oče ni odkril, ampak drug dan pa. Pa je bil rom-pom-pom, ne. Zakaj ne, da mi jih bo nabil nazaj. Da bom dobil na druge čevlje, pa Gajdoš mi dal pa nazaj. Ampak pa ga je mama sprosila, tako da sem si s tako jezo in prvič priboril, da sem imel prav. Ampak to ti daje potem določeno senco, da znaš na življenje tudi drugače gledati. Da ni vsaka laž greh, kot so takrat rekli, ampak da je kakšna laž pravzaprav za ohranitev sebe, ki ne škodi nikomur. Ni tako koristno, ne? Ja, zanimivo, kako se potem tudi mišljenje skozi celo pot življenja spreminja in kako to raste. Omenili ste, da ste bili z vidika družine vpeti v kovaštvo. Je to tudi vplivalo na to vašo idejo, da se sploh lotite izdelovanja skulptur? Ja, bom rekel, jaz se tega nisem zavedal, ne. Vendar sem pa strašno užival pri pomoči očetu, čeprav po otroško sem gonil meh, grel železo, on je koval, užival, kako je to se zvijalo. Takrat so vse vozove, vse, kar so delali, bom rekel, kranclali z mašnicami, takimi vinjetkami, kovanimi, žgal, odtisnili in tako naprej. Je bil to en svojevrsten, bom rekel, užitek in pa otrok začuden, da lahko ogenj, kladu, vse to naredi. To sem nosil v sebi. In potem, ko sem še v šoli vsem dekletom naredil kakšen obesek iz borove škorjice, potem lutk takrat ni bilo, sem iz borove škorje ali pa iz lesa zrezal glavico, da so potem dale prst not, pa smo lahko imeli lutke. In pa tudi risal in pa tudi kiparo, tiste glino mešal. Tako da je to nekako spontano v meni prišlo, da sem te stvari počel. Spet, bom rekel, potem v šoli v Ljubljani so bile še druge prakse, tako da sem ostal v tem ustvarjalnem zagonu. Pravzaprav je bilo pa to edino, kar me je razveseljevalo, ker med ljudmi pa med sošolci, pa v svetu so se dogajale pa stvari, ki pa tako drapateljno dušo, ko sem bil, bom rekel, mešajo jo, žalostijo. Tako da sem v tem pa našel pa veselje, ne. Tako da potem, ko sem končal šolo, sem z elanom se posvetil poleg službe skulpturi in pa tudi pisanju. Že 57. leta sem, ko sem prišel iz Ljubljane in zaradi Kopčavarjeve, sem vse tiste stare pesnice zbral. Srečal sem se pa z Continental, črnim portabl pisalnim strojem. Zato je bila za mene novo odkritje in sem se odločil že septembra 57, da bi izdal svojo prvo pesniško zbirko. Bil sem pa vesel pesmi štirih, ki so takrat prej v kupu za ene prve denarje, pa še ostale, tudi Prešernove, da rečem, erotiko od Cankarja sem že imel. No, in sem potem si naredil tazgale Šimlja z vsemi pesmimi, ki sem jih takrat napisal. Sem napisal na stroj, pol pa preden, da bi oddal, sem pa kolega prosil, ki je delal na Radio Ljubljana, Ogorevc, Tone, je rekel, da bo to pokazal Pavčku, ki je takrat tudi že delal na radio. In sem mu jaz ta original dal. On ni dal Pavčku, to sem kasneje videl, da ni bil rokopis, pa še on se je tudi Tone podpisal, ampak sem to videl, da je po rokopisu, da ni dal Pavčku, ne vem zakaj, ampak je on podpisal. In to prvo zbirko
mi je on takole počečkal. Ko bi v šoli učiteljica popravljala. Ja, ampak on je to rigorozno. Tako da, seveda, to ni bilo za oddati. Jaz sem to spravil, imam še do danes, ampak kar je bilo dobrega tle v njej, sem sprejel, kar slabega ali pa tistega, kar me je zadel, pa pozabil. Danes jaz imam veliko te prakse o pisanju poezije. Ne smeš nekomu reči, da to ni navdih, da naj opusti tako rimo, da naj ima notranjo rimo, da mora pesem teči, se zameriš do dna. In dvigne nos in gre svojo pot naprej. Še posluša ne, če pa že posluša, potem pa ne sliši. In tole bom jaz zdaj za 80-letnico zbiram zdaj pesmi, bom not objavil v originalu, tako kot je. Je pa tle noter že ena pesem, ki je nastala 58. leta, Nocoj, ki je pa tam v 70. letih, ko sem sodeloval z Boštanjskim oktetom, njih je pa vodil Egon Kunaj, en strokovnjak, takšen fajn možakar iz Celja, mi je zbral nekaj pesmi in jih je dal Simonitiju in pa Slavku Mihelčiču. In zanimivo je to, da sta Slavko Mihelčič in Simoniti to mojo pesem Nocoj uglasbila. 72. leta, no in to se pojejo okteti, trenutno jo poje Sava Klavora v Mariboru in so me tudi povabili na svoj koncert. No in če sva sedaj govorila o tej vaši prvi pesniški zbirki, ki je tako neslavno, ni dočakala takega slavnega začetka, kot bi nekako priteklo. Mogoče preskočiva še k prvi skulpturi. Se je spominjate, kako ste takrat, še celo seboj ste jo prinesli? Sem jo. Iz katerega leta je? To je nastalo 58. leta. Kaj predstavlja? Vsak malar ima svoje oči, pravijo, ampak Glejte, je verjetno nekaj tisto, ne kar vi more biti vidite. drugače za tazga 18-letnega fanta, da ne bom rekel še nedolžnega in tazga, da postane razočaran v svoji prvi ljubezni. Jaz sem to takrat imenoval Mary. To je bila ljubezen, ki me je vlekla iz Sevnice vsako soboto v Ljubljano in tako naprej, pa se potem grdo in žalostno končal. Nisem junak, da bom povedal, da nisem bil nič kriv, ampak da me je okoli prinašala. In sem naredil potem prvo skulpturo iz neke ihte, kaj sem mislil takrat o ženskah. Danes ne mislim več tako in sem kar srečen v življenju. Morebiti je bilo potreba, da sem dobil, bom rekel, po glavi in po srcu in sem naredil tole. Gledalci bojo malo čudno gledali, ampak takrat sem mislil, Mary je globoko razklana med nogami, prsata, tam, ko bi moralo biti srce, je luknja in tam, ko bi morale biti možgani, je tudi luknja. No, in ste to lepo potem spravili v neko obliko. To, kar vam je takrat v glavi. Ja, sem to naredil in je ostala doma. To je tudi prva skulptura, ki je šla po razstavah, Kozje, Krško, Brežice, takrat, ko se je pravzaprav to začelo, tako kot zdaj. Kako ste pa tekom ustvarjanja, ko ste od te prve skulpture, ki je bila nekako posledica razočaranja v ljubezni, kako ste potem naprej eksperimentirali z različnimi materiali? Kateri material vam je bil nekako najbližje? Kje ste se našli? Sem že prej rekel, jaz sem, bom rekel, tako živel med skulpturo in med pisanjem pesmi ali pa tudi kratke proze. Pravzaprav nikoli človek, ali pa saj jaz verjamem, da vsi, nismo brez misli. Včasih pa se pogledamo sami vase in imamo neke sanje, imamo neke želje, imamo neka upanja. No in jaz sem te stvari tako razmišljal, da sem vedno našel neko osnovo ali za skulpturo ali za pesem.
Že takrat, 58. leta, sem napisal to pesem, ki jo zdajle povedal, pa se mi zdi, da se držim še vedno, ja. Žanjem po polju svojih misli, luščim plaho seme razuma, luščim plaho seme razuma, zaplodil sem mrežo, zlezel vase in nase prežim. V tej obliki sem živel do danes, še za naprej. Ko sem pa 90. leta začel pisati hajkuje, kako je to nastalo, je tudi svoja zgodba, sem se pa oprijel japonskega hajkuja, ki pravi: sem, kar sem. Nič drugega, kako lepo. In žena mi pusti, da tako živim, prijatelji me pustijo, da tako živim, in moram reči, da sem zadovoljen. Posebno pa, ko dobiš v življenju klofuto kakšno, hudo, če jo zdrav preboliš, si bogatejši, da lahko tudi pozabiš, tudi oprostiš svetu in ljudem določene spodrsljaje in živiš svoje življenje naprej. Nikomur v napoto. Jaz se, morda bo kdo rekel, da ne, ampak nikamor ne rinem. V življenju sem prosil 2-krat za razstavo, in to v tem Vodnikovi hiši v Ljubljani in galeriji v Izoli. Nisem prišel zraven, eni so rekli, da nisem v njihovem konceptu, drugi pa enostavno rekel, da nima Pirkmajer v Vodnikovi, pa se poznamo, bila smo skupaj v kolonijah in tako naprej, da nima rezerviranega oziroma nima več prostega termina. Pa sem nehal. No, pa ne glede na to, da ste sami prav prosili samo za 2 razstavi, je pa si zelo v čast šteti, da imate pa svojo stalno razstavo pa na Sevniškem gradu, tako da dejansko lahko ljudje, tisti, ki jih zanima kultura na splošno in tudi vaše delo konkretno, si lahko ogledajo rezultate vašega ustvarjanja. Glejte, imam občutek, da sem lahko zadovoljen in srečen človek, ker me spotike domačega praga v drobnarijah, v določenih zadevah so me zadevale. V globalu je pa moje delo zelo široko. Te širine jaz sam ne čutim, ampak ko nazaj pogledam ali pa ko pogledam, kaj vse in koliko je vsega tega, je pa tega res tako veliko, da sam sebe vprašam, je sploh to možno, da sem vse naredil. Toliko pesmi napisal, toliko teksta, toliko skulptur, toliko spomenikov, toliko parkovnih skulptur, toliko jim pomagal, da so se prebili, se pa pozabi, ampak nič hudega. Imam krasne mlade, ki sem jim že pri majhnih slikcah rekel, da morajo iti naprej. In so šli in so zdaj kar fajn likovniki, močni in pa pravzaprav zelo prodorni. No, ampak v svet se je dalo včasih drugače priti. Ni bilo toliko informacij. Te informacije so danes tako splošne, da je iz vsega nekaj ven izluščiti težko. Takrat pa je bilo nas malo. In zdaj, če si bil eden izmed njih, so hitro prišel ven. Je pa res, da jaz nisem začel v Sevnici, ampak v Krškem. Pri mojstru profesorju Ditku, Štovičeku, še prej pri Stiplovšku, sam pol, ko njega ni bilo, pri Škalarju, pa pri ženi od Stiplovška, sem imel iz Sevnice tukaj dol zaslombo in pa neko pribežališče, tako rečem. Vendar si od tega toliko nabral, da sem potem tudi v svet šel, da bi pravzaprav lahko rekel, da
imam dela v vseh kontinentih, ne. Zanimivo je to, ja, da dejansko so marsikatera vaša dela prevedena, mednarodno priznana, dobili ste tudi nagrade s strani tujine. Imate občutek, da svet zunaj, se pravi izven naših meja, nekako bolj ceni to, kar ustvarite, kot pa sami domači? Veste, doma, zunaj je v prvi vrsti glavno delo, mislim slikarsko, kiparsko ali tudi napisano. Tudi če je prevedena, jaz imam neke pesmi prevedene, ki so šle ven, nimam toliko, da bi, bom rekel, naredil, razen haikuja. Jaz sem član asociacije haiku pesnikov v svetovnem merilu v Tokiu. Vsak drugi mesec sem sigurno objavljen v našem skromnem. Mislim, tam pri Japoncih je bogatstvo skromnost. Čeprav se zdaj že tudi, bom rekel, zapadno pokvarila, po narekovaj. Imam nagrad doma, sicer zadnjih 10 let, ko sodelujem na tečajih JSKD-ja, so mi pesmi uvrščene v vrh tistih natečajev. Tudi letos se dobimo 24. decembra v Vrhniki. Pri nas je pa velikokrat važen, kje si. Če nisi v Ljubljani, že slabi. Če nimaš enega svojega novinarja, pa enega svojega literarnega, likovnega kritika, ne, že spet slabo. Vsi ti pa niso več kritiki po srcu. Jaz, bom rekel, nisem še nikoli plačal, če je v meni kjer kaj napisal. Zdaj ti novejši, ali pa tudi nekateri starejši, napišejo za vsakega pesnika, bom rekel, tudi te dobre in slabe, ker je to v porastu pri nas, ne, to v vsakem kraju imaš pesnikov, likovnikov. Jaz to pozdravljam, mi je to všeč, ker si lahko drug drugem pomagajo, ne, če ni fovšije, ne. Takrat smo bili pa sami. Ampak ta kritik ti bo za 60 evrov, včasih danes za 30 evrov napisal tekst za razstavo, boljši kritiki pa za 300 evrov ti napiše pa kritiko tako pa tako. Zdaj pa, če je to res ali pa ni res, je pa drugo vprašanje, ne. Jaz sem imam dobre tekste od doktor Bauerja iz Zagreba, imam od slovenskih nekaj pisala Gabriela na teh naših natečajih v seniorjev, ko je vsako leto. Zdaj je Barbara Kurum, pol je Hudolin pisal, pisal je Peršin, pisal je stari Šali, pokojni. Ne, tako da ti da to eno korajžo, če tako rečem. Ne, da so ljudje napisali to, kar so srcem čutili, ne pa da je šlo za denar, ne. Ne. Dobro, tudi danes so še dobra pesem, dobra skulptura, dobra, jo ni treba hvaliti sama, ne, ampak za knjigo napisati pa moraš imeti nekaj za uvod, ne. Bolj oprijemljivega. Ja, meni je prvo zbirko, ki je ušla 81. leta, Severin Šali napisal tekst. Za eno drugo mi je napisal Peršin, zelo dobro, ne. Zdaj, fajn je, da te opazijo, no. Jaz sem izšel v Slovenski književnici od Marjete Žabovec v letniku 39 oziroma 29-39, ne. In je
tekst noter, vse moje od življenja in tega, ne. Glejte, jaz to ne kažem, velik ste mi potegnili, sem to s sabo prinesel, ne zaradi tega, pravzaprav, da to, kar imam, mi ne morem vedno vzeti. Namreč en Japonec je rekel, ali te priznajo ali ne, delati ne morem vedno vzeti. Prinesel sem to zato, da bi se ljudje zavedali, da se splača vztrajati v svoji zgodbi, ki je namenjena pravzaprav v prvi vrsti Samemu sebi, pa morda tistim okoli, ki te šmirglajo, če tako rečem. Kako so pa vaši najbližji sprejemali to vašo, mogoče na trenutke že kar obsedenost s kulturo? Ker dejansko verjetno že kar tudi, ko spite, ko počivate, imate en del možgan osredotočen še vedno na kulturo. Dejansko v vseh pogledih ste kulturni ustvarjalec in mora oseba, ki z vami živi, ljudje, ki vas obdajajo, morajo imeti kar precejšno ali zanimanje tudi za kulturo ali pa stopnjo tolerance, da nekako te vaše zasvojenosti, te vaše pozitivne strasti ne dojemajo kot nekaj težkega. To je vedno odvisno od ljudi. Jaz lahko rečem, da imam eno majhno, tam 40, 50 res prijateljev, ki me spremljajo. In ko človeka zagrab malo dušje, si včasih rečeš, ja pa mar bi nehal ali pa to pa ne bom, dosti je tega, ne. Sploh zdaj, ko se bližam koncu 80 let, ko človek začne drugače razmišljati, ampak potem vidiš, da je tam pa le ena iskrca, ki te posluša, ki te hoče videti, kaj si naredil, ne. Drugače pa, ko sem prej začel od prvih razočaranj tam pred 60 leti, ne, je to odvisno potem od lastnega doma. Jaz sem imel nekaj težkih življenjskih preizkušenj, ki v veliki meri razbijajo družino. Osebno ali širše. Moja se je pa takrat poglobila. Tako ko zdaj kdaj slišim, da se ima nekdo fantastično, jaz pravim, da se imam Jasenka fantastično. Ker imam krasno ženo. Njo povezujete dejansko z vašim počutjem in razpoloženjem. Glejte, vsi moji prijatelji vejo, težko je verjeti v angela varuha. Jaz ga imam. V svoji ženi. Ja. Imam angela varuha in pravzaprav kolegica ena pravi, da je to moja muza. Res je. Če si človek pogrne ne preveliko dekno in da na tisti mali dekni najdeš prostor za življenje, ki te zadovoljuje, ne samo denar, ampak te zadovoljuje s tistim dnem, ko ni treba reči dobro jutro, ali pa ko ti reče kdo dober dan, pa pogledaš okrog, če je tista mala dekenca ali pa tisti majhen prostor za življenje povsem dovolj. Sploh pa danes, ko živimo globalno. Jaz sem žalosten zato največ, ko gledam mladino, pa primerjam svoj čas z danes. Uboga mladina. Zakaj? V družini ima mama in ateta samo zvečer ob nedeljah. Jaz sem jo imel pravzaprav cel dan. V šoli so bili učitelji zaradi otrok. Jaz imam primere tega pedagoškega sprejemanja otrok veliko, ker sem bil zelo živ. Ena učiteljica enkrat je rekla, da bom zaostal, da naj oče pride v šolo, pa ki je prišel, je vprašal, če čitam. Je rekla, dobro, piše, ja. Ja.
Zakaj bo pa ostal? Zato, ki je živ. Jaz sem po 6 letih zvedel še, kaj je, sem bil že v Ljubljani, kaj je tej učiteljci rekel. Ta učiteljica še danes živi, se tikava, me je strašno rada, jaz tudi njo. Takrat je pa rekla, da sem preživ. Pa je oče rekel, a ga naj ubijem pa cerkev in ga pošljem v šolo. Na grob način je ji odprl oči, da dejansko otrok mora biti živ. Gavrčova Zinka je učiteljica, ki bi jaz dal vse. Ampak to, poglejte, to je ta odnos. Potem, recimo, iz 1. razreda, Bončatova, mene je bilo strašno hudo jeti 45 leta po vseh stvareh, ki sem jih že se zapomnil od 3. leta naprej. Vso vojno, bežali smo in tako naprej. Strah v šolo, strah od starejših fantov, ker smo 45 leta bili v enem razredu tisti, ki so imeli 13-14 let in jaz 6. So to nas odrivali. Pa še učitelj je bil nekaj, kar se je bilo zabat, ne? Ne, jaz sem tako odstopil, je Bončatova bila podobna moji stari mami iz Jalovga pri Radečah. Pa ste v njej neko zatočišče našel. Sem imel takoj drug občutek, potem je bilo tudi težko se učiti, ker najbolj mi je bilo hudo, ker sem vedel, kaj je talar, pa sem moral spremeniti v krožnik. Pa vedel sem, kaj je marela, pa je moral biti dežnik. Tiste naučene besede sem jih bil poln, ne? Ampak naučiti se pravilno, kar so takrat začeli. To je bila pa težava. In je bila strašno, strašno luštno. Učila me je do 3. razreda. Pa sem imel Galetovo, pa sem imel Hvatovo, pa sem imel Krenčiča. Teh učiteljev se jaz spominjam, bom rekel, ko bi bili moji starši, tako rekoč. Potem Barbaričevo, oziroma Slabšakovo, ki naredil sem v 5. razredu, danes v 1. gimnaziji, eno veliko svinarijo, ki je ona hotela zataškati. Me je povabila v kabinet, mi naredila pridgo, da sem jokal, pa bombone mi je dala. Cel razred je čakal, kaj bo se zgodilo z mano. In tiste punce, ki sem jih jaz nekako žalil, so me javile. No, in ko sem jaz prišel v razred, sem nehal jokati, pa sem rekel, bombone mi je dala, ne? In dejansko me je potegnila iz tiste faloterije, ne? Čeprav sem pol dobil 2 izvedenja in so mi obljubljali, da bom šel nekam kje vrhniki ven zavod in tako naprej, ne? Ta odnos je danes zgasnil, utopil se v teh globalnih občevanjih med ljudmi in tako naprej. Tiste osebnega kontakta, ki je prej bil na vseh poljih, starši, danes starši, kot vem, z advokati hodijo v šolo. Učitelji učijo s knedlom v želodcu, ne? Stvari so se precej spremenile. Potem pa tako, ko sem jaz bil mlad, je bil gospodar oče. Mama ti je rezala kruh, vse sta se dogovorila. Tudi kaznovani smo bili. Jaz sem bil velikokrat tepen. Velikokrat sem mogel na koruz klečati. In ko se je snahi to pripovedujem, prav vas mama ni imela rada. Pa še kako. Ker posebej je pa šparala čokolado, da je takrat, ki je bil praznik, nama sestra dala, ne. Ti odnosi so bili takrat drugič. Tega pa danes mladi nimajo. Tudi če poskušaš do svojih otrok, je toliko ene informacijskega blokade ali pa zidu okrog, da tudi lastnim otrokom, ko enkrat pridejo v zrela leta, jaz imam zdaj že čez 50 let stare sinove, je ta kontakt še bolj v razkoraku, ko je bil med mano in mojim očetom. Ja, čas naredi svoje in tudi napredek na vseh področjih. Me pa zanima, ko ste tako lepo, verjetno se bo ženi zelo fajn zdelo, ko ste rekli, da nekateri prijatelji so dejali, da je ona vaša muza.
In če je ona muza v človeški obliki za vas, da vam daje nek navdih za ustvarjanje, je pa neka svojevrstna muza iz narave, pa tudi reka Sava. Kako ste s to reko vi sami povezani? Kako je nekako zakoreninjena v vas, da ste ji celo serijo izdelave skulptur z naslovom Kotaljenje posvetili? Glejte, Sava, tako kot Cankar piše v 11. šoli pod mostom, nam je bila, jaz sem živel ob Savi, naučil sem se plavati, poznal sem skale, vedel sem, kje je treba na Krajinsk plavati, kje robidonce rastejo, kje štorok rastejo, kje je zapuščen travnik, da smo v jesen se narabutali jabolka in tako naprej. Živeli smo mi ob Savi s Savo. Šok je bil zame, vem, da je treba razvoj. Govorili se je veliko o elektrarnah, ampak takrat, ko sem jaz vedel, da tista 100-letne jagnede, potem ta velika drevesa v Savi, grmovje, enostavno te zmaji v rumenih barvah čovpajo in trgajo, pa še to, zdaj vidim, ali pa v Radečah, če sem se peljal s plavom poleti, je taken velik vodnjak kar bruhnil iz dna. Zavalovi in zasmrdi. Zakaj? Včasih je voda tučkala kamne, ga izbrusila. Najlažje kroglo naredi narava. Če jo spraviš se tehnično delati, je komplicirano. In nekako me je obsedlo to, da se bo nehalo kotaljenje. Če se kotaljenje vode neha, se del življenja narave neha. In tako sem tam 2010, 2009 naredil takrat v galeriji Ano veliko razstavo enega akvarela, ki je bil dolg, kolikor je dolg papir bil, imel je 32 metrov. Akvarel z drevesi za obalo, pa te skulpture, ker se te krogle kotalijo, čeprav sem zdaj prišel na te svetleče, bom povedal zakaj. No, in tiste, kdor je dobro mislil, zgodbo imel o Savi, jo je povedal, pa smo po razstavi ta akvarel rezali, vsak je dobil en del svoj košček. Sava, ne. Saj je prav, da imamo elektriko, ampak bom rekel, šparamo pa nič, ne, včasih je bila v kuhinji ena žarnica, pa v sobi žarnica, na tej žarnici v kuhinji je bila pa posebno grlo, ki je imelo še vtičnico, da se je likalnik peglezen vtaknil, da je mama na mizi delala. Ne rabimo tega, imamo dosti, ne, ampak nikjer se ne govori o šparanju. Kaj smo naredili z elektriko? Onesnažili smo vesolje. Pri nas v Sevnici je že dober, mislim, je že boljš. Namreč v polnoči ugasnejo luči, pa jih v 4 zjutraj zopet priženejo. Saj malo, ali pa en korak nazaj. Narediti bi morali pa veliko več. Da bi postala narava in vse skupaj nazaj prijazništvo. Jaz o prijaznosti, mislim, tiste moje učiteljice ali pa ljudje so bili včasih prijazni. Od pozdravljanja do pomoči. So se žihar ženske skregale zaradi kur ali zaradi tistih stebrov, kamor so obešale peril, ampak zaradi otrok nikoli. Pa smo bili falotje. Smo tej mami nagajali, pa oni pa ni povedala naslednje. Svojega je doma narezala, ne? Ni pa povedala moji mami, da bi še ona mene narezala, ne? Bila je ena prijaznost, eno danes, kaj imamo? Grandioznost, narcisoidnost, pa strah. Ne? In to je vpeto že v nas, ne? A boš zamudil, ali ne vem, ali bom prav naredil, ali ne. Včasih se ni naredil nič prav, mislim, nič narobe. Če si narobe naredil, si moral pa popraviti. To se pravi, si se izobrazil, da si tisto, kar si narobe naredil, ne boš nikoli več naredil, ker si se naučil. Je bila to šola za življenje. Ja, vse je bila šola in ena velika prijaznost. Danes tudi sama prijaznost je drugačna, kot je včasih bila, ne.
na smeh, pozdrav, ko se okoli obrneš, pa že ne veš, kaj je o tebi mislil ali pa kaj bo mislil, ne. Ja, to je pa potem ta zanimivi svet človeških odnosov. Ja. In ko ste iz Save in iz kotaljenja in iz samih skulptur nekako presedlali na elektriko, seveda ne moreva mimo tega, da se je na Blanci zgodila tragična nesreča, v kateri so na zadnjem spustu po Savi je 13 ljudi izgubilo življenje in prav spominsko obeležje, ki danes stoji in opominja na ta nesrečni dogodek, ste izdelali vi. Pa če se mogoče malce spustiva v detajle tega spomenika. Da bi ta žalosten dogodek, ki mu je pravzaprav, ki je mu botrovala, ne bom rekel, nerazumnost, nepremišljenost, ne, je mene spomnilo na vse tiste velike potopljence, ki sem jih poznal, pa so šli po Savi. Enega posebnega je bilo to 44 leta na Orejhovem. Stari Klanšek je bil ribič z mrežo in je mene vzel s seboj. Pa sem tiste ribe, ki je vrgel iz mreže, pobiral, pa dal v malho. No, takrat sem na Orejhovem jaz okoli lazil za Savo, on je lovil in sem tam pri enem vrbovem grnu se je gungalo truplo človeško. In sem šel stricu povedat, je okoli pogledal, rekel, tihbot, pa je vzel mrežo, pa tisti kol, na katerem je okoli obrnil, pa je zbezal, da je ta truplo odplaval, ne. Ker se ni vedela, je to nemška žrtva, je partizanska, to je treba bilo umakniti, da se ljudje ne bi videli. Tudi otroka nas so umikali od grozov dejstev, ali pa kar je bilo grdega, ampak to je pač tako nastalo. Potem vem, kdaj je bila prva nesreča, ko so se iz Vina Brežice 3 umrli, ko so vino vozili, pa kup teh nesreč v sami Sevnici, sem jaz to povezal v en pomnik, ker je v Sevnici išla tudi knjiga, kasneje govorilce pa je o ukročeni lepotici. In ta knjiga stoji. Jaz se s tem ne strinjam. Sava bo ukrotila nas. Zdaj nas rihta, dirigira preko elektrike, preko vsega tega. Kaj bo še mini tole atmosfero, ne? Narava se popravlja, vse tisto, kar so posekali, zdaj na novo brsti in je že obala raste taka, kot sem se jo jaz zapomnil. Ampak tam na tem mestu, ko ta sloni, je 13 mladih fantov utonilo 43 leta. 500 metrov višje. Od nesreče na Blanci. Ko je tam, tudi 13. Tudi 13. Po vojni je bilo rečeno, da je bil namreč mladi fantje, ki so šli v partizane, so iz tega konca Štajerskega šli na Dolenjsko na vaje, da se bojo naučili vojskovati, takrat po partizansko. In ena grupa teh je ob vrvi prehodilo Savo, ko je šla druga grupa, drug večer, se je pa vrv utrgala in jih je 13 mladih se utopili in so šli. Vsi so rekli, da je bilo izdajstvo. Mislim, da so celo nekoga za to likvidirali. Ampak moj oče pravi, ne, bila je neumnost. Prva skupina, takrat je moj oče pravil, je šla tako, da se je držala za vrv, pa oni so hodili nizvodno, ne, in so prišli čez. Ta druga skupina je vzela pa štrik na levo, pa telesa za telesom čez, so pa zajezili Savo in je bil pritisk na vrv tako močan, da se je strgala. In je prišlo do tega. Tako da jaz sem naredil več teh krogov svetlih, kar naj bi pomenilo življenje. Namreč sama krogla ima ogromno simboliko. In sem pustil te krogle vsako v svojem gnezdu tega granita. 13. sem pa naredil razo
iz katere mezi solza, lahko pa tudi kri. No, in teh 13 ima to solzo, druge so pa navadne. Na vrhu pa sem naredil bakreno sonce, ki sem ga zlatil. Zdaj po 10 letih je zlato šlo. Ne najde se ne denar, ne nekdo, da bi to... Zdaj, če bi jaz rekel, da je treba to popraviti, rekli, ti za sebe skrbiš, ne. Drugače pa tudi pri tem ni pozlačen več ta sonce. Jaz sem tudi pesem napisal. To je spomenik, ko se sonce zjoče. Kaj to pomeni? Sonce, ki je mogočen, vodi, bom rekel, našo atmosfero, nas vse, je pa nemočen nad človeško neumnostjo. Ker masa teh, ki so šli po tisti nepremišljenosti, neumnosti. Tudi te, vidite, namest raftinga, kanu, potem poslednji spust po Savi, kot da bi izzivali usodo in tako naprej, ne. Jaz pravim, za vse je krivda človeška nepremišljenost, neumnost ali pa danes recimo grandioznost in pa narcisoidem, ki vliva strah, da se te lahko gor držijo, drug se pa ne upamo nič. Ja, zanimivo se to okrog obrne, ko nekako človek se oddalji od samega sebe. Ampak, če pogledava vso vaše delo, dejavni ste tekom vašega življenja na številnih področjih. Od literature do likovnega področja, likovne umetnosti. Vaš trud seveda ni ostal neopažen. Nekdo, ki se toliko ukvarja s kulturo, seveda mora nekako prejeti tudi pozitiven odziv strani okolice, v kateri živi in dela. In tudi v tem primeru je bilo pri vas tako, nagradili so vas za zlato plaketo občine Sevnico, dobili ste tudi Prešernovo plaketo Zveze kulturnih organizacij občine Krško in to sta dve taki res laskavi nagradi. Kaj vam pomenita? Kako to nekako sprejemate? Je to vam neke vrste nagrada, zato ker ste že naredili, ali vam daje spodbudo, kaj boste še naredili v času, ki ga imate odmerjenega, ko še živite? Kako gledate na takšne nagrade? Glede, morda bo to smešno, kar bom rekel. Ne prejemljem to zaradi tega, da bi se kazal. Jaz to še vedno tako jemljem kot 46 leta prvo čokolado. Bil sem priden in sem dobil nagrado. S tem pa si nisem zaslužil, da ne bi bil za naprej priden, da bi bil recimo žleht ali poreden, ker jih bom kaznovan, ampak dobesedno je to eno osebno zadovoljstvo, ker sem bil priden. Mi je ostalo od onega, ne. Zato tudi ne jemljem tega tako, vas ni dvignilo v gradove. Kar napišejo drugi. Sam marsikakšno stvar tudi ne povem. Tudi nocoj, če bi vse tiste mape zagrabil, pa tega je ogromno, ne. To so taka mala zadovoljstva, zaradi katerih sem pravzaprav na eni strani zadovoljen, na eni strani pa zadolžen, da bom še naprej priden, ne. Tako. Sam pozabili ste, letos sem dobil pa to največje kulturno priznanje v Brežicah, tudi za, bom rekel, za naš kulturni dan, to je častna listina ali diploma za delo dol, ker sem že 20 let član Besede, prej Žarka, pa marsikaj stvari sem tudi za Brežice delal. Skratka, vi ste ne samo sevniški ustvarjalec, ne samo omejeni na svoj konec, kjer živite, ampak glede na to, da ste prejeli nagrade v občini Sevnica, v občini Krško in letos tudi v občini Brežice, bi lahko rekli, da ste ne sevniški ustvarjalec, ampak kar posavski. Ja, to bi lahko se tudi tako zaključili, če bi dobil jaz v Sevnici tisto zlato plaketo zaradi kulture. Dobil sem jo na splošno, ampak predlog za to pa so dali izgnanci. Zakaj? Jaz sem bil kot mali mulc izgnan ali preseljen in takrat, ko je to se začelo v Novi Sloveniji, da bi se priznala
izselitev, da bi dobili neko rento in tako naprej. Sem veliko delal z mladino, z otroci. Naredili smo veliko, bom rekel, posavsko razstavo. Babica in dedek so mi povedali, potem spomenike ali pa obeležja v Karmelju, izgnanci v Boštajnu, imam ta spomenik izgnancem. Tako da sem na tej strani delal in te, ki so bili izgani, ta odbor, me je takrat predlagal za to zlato plaketo zaradi splošne dejavnosti, ne vsega. Za samo kulturo, pa na področju kulture, imam pa samo v Krškem pa v Brežicah. Ampak ker je še gotovo, verjamem, da veliko plodnih, ustvarjalnih let pred vami, kljub temu, da boste prihodnje leto, konec maja, praznovali častitljivih 80 let, verjamem, da lahko še pride čas, ko boste tudi najvišjo možno kulturno nagrado prejeli tudi v Sevnici. Ni mi treba plaket. Meni je dosti, če mi kdo odzdrav ali če koga pozdravim, se nasmeji. Da vemo, da živimo, vemo, da smo skupina, odvisni drug od drugega in da nam je lahko lepo samo, če smo skupaj. Če vsak sam, potem tudi mene razne misli obhajajo, ki niso lepe, ki se tičejo minevanja, ki se tičejo večnih vprašanj. Tako pri 80 letih jaz pravim, da je lepo, če je človek otroči. Meni vnukinja pravi, ali mi je rekla, dedi, kako si ti otroči. Rad bi ostal tudi pri 80 otroči. Ker pri 80 letih se poklopijo že marsikatera vprašanja in odgovori. Pravzaprav ostaja samo kje, kdaj in kako. Ampak to moramo pozabiti, ker je drugih stvari lepših več. Pa angel varuh, žena, prijatelji, nekatera sorodstva, pa tudi takole, tako, ko se midva zdajle pogovarjamo, so možnosti, samo marsikdo se takih pogovorov ne tiče. Zdaj se govori o denarju, o novem avtu, o električnih, sploh pa o telefonu. Jaz ga tudi imam, ampak je v avtu. Bom, če imamo čas, sam še tole povedal. Kam smo prišli? Jaz hodim dosti zdaj okrog zdravniku, ker imam neke take in drugačne težave. Sem bil v Sevnici junija na enem pregledu oziroma na trombotestu. Zdaj tako rekel, luštna mamica, majhen fantek, ki še ne hodi. Je strašno jokal. Tam tista klima, ko je, ga je prijela, pa ga nesla drugam, pa nosila in se je otrok potolažil. V čakalnici je naokrogla klop z naslonom, ga je tako postavila, da je lepo sedel, ga podprla, potem je pa dala na tla, mislim na klop zraven, mobitel v mapci, v ovitku, pa škrebetulko na tistem okvirčku oziroma krogu 3 kuglice. Kaj je ta otrok naredil? Verjetno je telefon. Zagrabil je telefon, ne govori, ga dal na uho in začel Situacija sama za sebe govori, a ne? Groza. Se pravi, včasih je bil gospodar oče, mama tih, danes je pa gospodar televizor, računalnik pa telefon. In zato smo lahko po eni strani v družbi, ki zna prepoznati pomen kulture, pomen ustvarjanja, srečni, da še nekako se giblje tak krog ljudi v tej družbi, ki nekako ustvarja, ki dela nekaj, kar se ne da ovrednotiti s telefonom, sodobno tehnologijo in kar bo ostalo tudi zanamcem, ne glede na to, v katero smer bo moderni svet zašel. Tako da hvala lepa, Rudi, verjamem, da bi lahko še klepetala ure in ure, ne glede na to, ali bi še prinesli s seboj tiste številne mape, ki jih imate doma ali ne.
materijala za govoriti in za debatirati ne bi gotovo ne zmanjkalo, kar zlepa. Hvala lepa, da ste si vzel čas v vašem veselem, hitrem, ustvarjalnem vsakdanu in ga podelil z mano in tudi seveda z našimi gledalci, da so lahko en košček vašega ustvarjalnega opusa začutili preko najinega pogovora. Hvala lepa vam. Bilo mi je kar prijetno klepetati. Vsem pa pravim, da je treba poslušati, ampak še bolj važno je slišati. Čudovita zaključna misel, na katero dejansko ni kaj dodati. Zato, drage dame in cenjeni gospodje, velja le še zahvala za to, da ste bili to dobro uro v naši družbi, da ste pred vašimi televizijskimi sprejemniki spremljali pogovor z menoj in z Rudijem Stoparjem, velikim ustvarjalcem na področju tako občine Sevnice kot tudi samega Posavja. Verjamem, da ste odnesli marsikaj zanimivega, če ne pa morda tudi kakšno iztočnico, kako lahko sami kulturno zaživite in se sami tudi kdaj udejstvujete. Želim vam lep preostanek večera in lep pozdrav do prihodnjega tedna.